Opazil sem prekleto pošast. Naslednjih nekaj dni bom premagoval najbolj nore terene, da bi našel najbolj eksotične živali, ki jih ta svet ponuja. Človek, res sem navdušen nad tem. Imamo tudi posebnega gosta. Pridi sem, legenda. Kako ste, fantje? Tukaj je, fantje, imamo Nika Crackerja, pravo legendo tukaj v Ameriki. Torej, Wade me je prosil, naj mu pokažem najbolj eksotične živali, ki jih ponuja Florida. No, lahko zagotovim, da Wade teh stvari še ni videl. Prav tako lahko zagotovim, da jih tudi vi še niste videli. Večina ljudi sploh ne ve, da te živali obstajajo. In zdaj bomo šli ven in našli stvari, za katere niste vedeli, da jih lahko jeste. Imam tudi nekaj stvari v nahrbtniku za Nika, malo kasneje, če nam uspe ujeti katera od teh eksotičnih živali. Brate, si navdušen nad tem? Sem, rad bi vedel, kaj je v tem nahrbtniku. Ne bom ti povedal, brate. Prav, gremo. Dejmo! Nik se je skoraj ubil, ko je poskušal priti na čoln, brat. Si v redu? Tako sem si udaril golenico, res močno. Pravzaprav me zelo boli, ampak tako pač je. Gremo naprej. Kot pravimo v Avstraliji. Boš v redu, brat. Čas je, da te predstavim kapetanu čolna. Mu tukaj tudi vi pravite skipper. Kapetan. Kapetan, prav, imamo kapetana, tukaj imamo Dylana. On je glavni tukaj v otočju Florida Keys. Brate, lahko danes pričakujemo kaj razburljivega. O ja, zagotovo. Bomo videli, stari. Ugotovili bomo. Gremo, čas je, da se odpravimo proti obzorju. Gremo. Wow, fantje, danes sem res navdušen. Upam, da bomo našli kup norih živali. Prav, fantje, pravkar smo imeli pošteno divjo vožnjo, prišli smo do prve točke. Kakšne živali bomo tukaj lovili, brat? V redu, trenutno smo na plitvinah Floride. Iskali bomo mangrovske hlastače, iskali bomo orjaške kirnje. Pravzaprav je omenil, da v Avstraliji nimate goljatskih kiren. Mislim, da jih bomo zagotovo videli veliko. Na tem območju so tudi zelo velike jegulje, torej če posegate po kamnitem raku ali jastogu, bodite previdni. Popolnoma vas bodo ugriznile in vam lahko celo odgriznejo roko. To ni pretiravanje. Na tem območju so zelo veliki limonini morski psi. Ti limonini morski psi so izjemno agresivni. Če ustrelite karkoli, če na primer ustrelite ribo in ta začne noret, morate to ribo držati tesno ob sebi. Imajo zobe, ki štrlijo iz obraza in jih ni strah priti do vas. Napadal vas bojo, prijatelj. Res vas bojo napadali. Ja. Torej, mislim, ko ciljate na eksotične vrste, veste, da boste naleteli na eksotične plenilce. V redu, pripravimo se, pojdimo v vodo. Sem navdušen. Kdo je, kaj bomo tam spodaj našli? Gremo, fantje, gremo! Jaz bom tukaj uporabljal veliko puško. Imamo roller puško Rob Allen. Katero orožje imaš ti, brat? Torej, imam lok in puščico, to je moja najljubša stvar za uporabo pod vodo. Posebej bom ciljal na res velike hlastače. Umiram od lakote. Sem tak tip človeka, da se zbudim in sem dobesedno tako lačen. Upam, da pridejo kakšne eksotične živali. Si pripravljen, brat? Ej, gremo na to. V redu, gremo. Juhu!
Fantje, vrnili smo se z prvega jutranjega potopa in tukaj imamo nekaj čudovitih rib. Ali vi temu pravite mangrovski hlastači? Ja, to so mangrovski sivi hlastači, so res dobri. V Avstraliji tem pravimo mangrove jack. So zelo podobni. In katere take imaš tukaj? Torej, Wade mi je povedal, da tega v Avstraliji nimate. To je ovčja glava. To je osnovna riba na Floridi. Dobesedno zlati standard tukaj. Popolnoma okusna. To bo nekaj hrane, ki jo bomo pojedli malo kasneje. Taker pomeni hrana, prijatelj. Fredu? Ja. Šli bomo še malo dlje, fantje, in videli, kaj še lahko najdemo. Hočem nekaj resnično eksotičnega. Ne razumite me narobe, tole je dobro, ampak hočem jesti nekaj, česar še nihče ni videl. Razumete, kaj mislim? To je tisto, za čimer grem. Moramo iti na drug planet. Gremo. Hvala, kapitan. Pripeljal si nas v pravo območje. Prava legenda tukaj. V redu, fantje. Ravno smo se malo bolj pomaknili ob obali. Pred nami je razbitina ladje. To bo naša druga točka za danes. Torej, na prejšnjem mestu ne me narobe razumeti, našel smo nekaj zanimivih stvari, ampak to ni nič v primerjavi s tem, kar bomo zdaj našli. Tukaj so resnično eksotične stvari, poleg tega pa je vse skupaj precej večje. Prejšnjič sem omenil morske pse, ampak morski psi okoli razbitin ladij so pogosto res veliki bikovski morski psi. V redu. Tako da definitivno ostanite skupaj, definitivno se približajte. Ja, upajmo, da najdemo kakšnega Kubera Luciana, to je kot zlati standard med ribami. Torej, imamo celo kopico novih živali. Veliko stvari, ki jih še nikoli nisem doživel. Pojdimo v vodo in poglejmo, če lahko kaj ujamemo, človek. Gremo, ja! Gremo. Ej, veliki morski pes, pridi sem!
Oh, au! Šli smo tja dol z rokami in smo jih nekaj ujeli. Kako se počutiš, brat? Brat, to so res najboljše stvari za jest, kar jih lahko najdeš kjerkoli na Floridi. To so floridski bodičasti jastogi in imajo zelo sladko meso. Zelo drugačni so tisti, ki jih dobimo v Avstraliji. Skoraj so rjavo-oranžne barve in res sem navdušen, da to poskusim. Misliš, da lahko tam spodaj najdemo še kaj več stvari, ki so? Break. Tako da sem dobesedno potapljal sem se naokoli in imam občutek, da je to okolje enostavno preveč dobro, da bi bili tukaj samo jastogi. Tukaj je mehkih razpok in špran. 100% sem prepričan, da je tukaj nekaj veliko bolj eksotičnega kot to, kar imamo trenutno v rokah. Imamo nekaj jastogov, ampak moramo najti tisto noro eksotično žival tukaj. Veš, brat, na mojem kanalu imamo nekaj res norga. To je ta stvar tukaj. In sem ti zmešal nor napoj iz Quick Reviva. Purple Badge, brat. A sploh veš, kaj je to? Ne, malo me je strah. Je malo čudno. Ko to vzameš, brat, se boš ponovno rodil in to ti bo dalo novo življenje, da bova lahko tukaj našla kakšne nore živali. Odpri jo, brat, in ti naredi prvi požirek. To diši noro dobro. Ko si vzameš svoj del, mi jo podaj, brat. Kaj je to? To je bilo neverjetno. O moj bog. O moj bog. Imamo še kaj tega? Zdaj smo čisto navdušeni. Čas je, da se vrnemo v vodo in ujamemo to eksotično žival. Gremo, stari. Juhu! Vznemirjen sem. Zdaj potrebujem nekaj res noro eksotičnega. Gremo, brat. Fantje, Noro! poglej to žival tukaj. Kaj je ta stvar, stari? Torej, to je zelena murenica in plazi se med skalami. V bistvu je to velikanska morska kača in če te ugrizne, izgubiš prst. Te živali imajo več plasti zob in zagotovo so ene najbolj eksotičnih živali tukaj. Kaj ne? To so zagotovo ene najbolj norih in eksotičnih bitij, ki jih lahko najdete v oceanu. Vendar pa ima Florida nekatere izmed najbolj norih živali, kar ste jih kdaj videli, še posebej v močvirjih. V naslednjih dneh bomo dejansko šli v ta močvirja, fantje. Odhajamo v Everglades. Ampak najprej bomo to stvar skuhali in videli, kakšnega okusa je. Komaj čakam, da to pojem. Ker grem. Gremo, brat. V redu, fantje. Ravno zdaj se vozimo proti tem otokom. Tukaj bomo kuhali svojo hrano. Skoraj kot ti mangrovski otoki. Dva sta tukaj in mislim, da bomo privezali čoln. Imeli smo enega najbolj norih dni doslej in pred nami imamo ogromno pojedino. Na desni strani imamo floridskega bodičastega jastoga. Si že kdaj jedel kaj takega, Wade? Še nikoli nisem jedel enega. Ne samo, da imajo izjemno sladko meso, tudi njihovo maslo v glavi je okusno. Ko jih skuhaš, postanejo res živo rdeči. Imaš čas jedel majhne školjke v oceanu. To je noro dober. To je kanalni rak. Si že kdaj videl kjerga od teh tipov? Ne, še nikoli nisem videl tasega. V redu, to je samica. Samci imajo večje klešče. Samice bodo postale živo rdeče in pri njih predvsem ješ maslo v glavi. Tukaj na sredini imamo mangrovskega klastača. Iz nje bomo dobili dva res lepa fileja.
Na vrhu imajo zelo ostre bodice, zato moraš biti previden, ko jih pripravljaš, ampak so res odlični. Imamo še ovčjo glavo. Ovčja glava je res dobra, ker jedla vse vitičnjake in rake skal. Vse, kar je školjke in rake, ima zelo sladko meso. Želiš predstaviti svojega? Ja, tukaj imamo vrhunec, fantje. Ogromna murena, to je zelena murena. Zakaj ne pobereš? Jo bomo pobrali. To bo ena najbolj eksotičnih živali sploh, fantje. Poglejte usta te stvari. Pojdi stran! Nočem ga poljubiti, ker ima 3 vrste zob, če me ta stvar ugrizne. Poleg tega so murene izjemno težko ubiti. Dejstvo, da ta stvar ne poskuša ugrizniti, vej, da... Ne, on je v redu. On je v redu. Odrezali bomo nekaj zrezkov z tega lepotca in super se bo spekel na ognju. Ena stvar, ki jo je Wade omenil, je bila, da smo ga vprašali, a želi očistiti jeguljo, pa je rekel, ne, mi smo Avstralci, mi pojemo drobovino. In mislil sem, da je to najbolj nora stvar na svetu. Brat je pripravljen pojesti karkoli. Mislil sem, da sem jaz nor glede hrane. Brate, ti to pelješ na čist drugo raven. Tukaj smo drugačni, dragi moji. Pokazal ti bom, kako to počnemo na otokih, brat. Imamo precej edinstven način in običajno res zažge. Brate, kaj za vraga? To ni mogoče, to je noro. Ni šanse, da je to res, brate. Je to res, brate? Komentiraj zdaj, če veš, kaj to pomeni, ali pa nima nobenega smisla. Presežem, ta človek ves dan govori neke stvari. To je zagotovo zmišljeno, brate. To je noro. Vrzi to, kar sem. Tam je kup lesa, brat. Imamo ogenj, ki res močno gori. Ni ravno dovaja kisik tja noter. Vsi, prejte nasekat. V komentarjih se zdaj res dogaja. Veste, da nas čaka nora kuharija. Zdaj sem res navdušen. Ribe že pečemo spredaj. Na tej palci imamo mureno. Imamo tudi školjke, brat. Moraš jih dati gor takoj. Sedele bodo na žarjavici in morale bodo spremeniti barvo. Poglej, premika se. Verjetno so to vsi živci v njegovem telesu. Fantje, naša riba se verjetno kuha že zadnjih 15-20 minut. Zgleda, da je skoraj gotova. Se že veselite? Tega ne bom poskusil. Praviš, da zgleda dobro. To je kot ogromen kos ogija. To je kot... Brate, to je pripravljeno. Prav odstranimo te ribe. Mislim, da najprej poskusimo ribe, potem pa školjke. Zaključili bomo z jeguljo. Wow, res je dobro. Pravzaprav zgleda. Wow, sheep's head. Poskusimo jo. Meso je precej belo. Zgleda dobro. To je dobro, brat. Wow. Kako bi to ocenil od 10? 11. To je tako dober. Izdi se mi, da si lačen, hrana enostavno drugač sede. Stari, kuhana tudi nad ognjem. Neverjetno je. Pred mano imam mangrovskega hlastača. Zelo me zanima, kako se primerja s sheep's headom. Kar začni. Wow. Wej, ta nori kuharski mojster na prostem. To je noro. Vroče je. Meso je veliko bolj listnato, fantje, kot pri sheep's headu. Gremo dol. Wow. Hlastač na ognju je vrhunski. To je boljše od sheep's heada. To je neverjetno. To je tako dobro. Mangrovski zobatec zmaga brez dvoma. Zakaj ne bi vzel jastoga? Predvidevam, da ji bomo kar odtrgali rep. Ja. Oh yeah! Wow! Poglej to, prav tam. O moj bog. In cela kupica masla in drugih stvari noter. Prepričan sem, da to verjetno želiš. Ja. Skuhač tu. Poskusimo. To je pa hudo. Brate, to je res dober. Dobili smo vrečko za iztrebke. Brate, pravkar se je lotil tega, fantje. In poglejte tisti čudovit rep jastoga. Wow. Iztrebki naredijo stvar boljša. V redu. In najbolj nora žival od vseh. Imamo ogromno mureno. Še nikoli v življenju nisem jedel zelene murene. Lahko vidite, da je meso lepo belo. Najbolj eksotična stvar danes. Na zdravje. Poskusimo jo. Tam je zagotovo nekaj kosti. Ampak kakovost mesa ni tako slaba. Meso mi ni slabo. Tudi tebi ni? Okus ima malo čuden. Ne, meni ni všeč. Ni mi všeč. Brate, hvala ti za res nore trenutke danes. Bilo je noro. Hvala, da si mi pokazal te eksotične živali. Fantje, gremo od tukaj in se odplavljamo v Everglades. Nick, ti si prava legenda. Če želite preveriti karkoli od tega, bom pustil povezave v opisu. Gremo naprej, se vidimo kmalu. Gremo.
Pravkar smo pristali v eni izmed najbolj norih pokrajin na svetu. Smo na Floridi, v Evergladesu. In veste, da iščemo najbolj eksotične živali, kar jih ta svet ponuja. Če mislite, da ste včeraj videli nore živali, počakajte, da vidite, kaj bomo našli danes. Tukaj so ogromni krokodili, aligatori, kače, želve, cela kopica kuščarjev. In kdo ve, kaj bomo tukaj našli? Pojdimo se predstaviti tem fantom in gremo ven, prav? To je vozilo, s katerim bomo danes potovali. Ta stvar je nora. Dobesedno jo poganja zrak in lahko vozi skoraj brez vode naravnost čez to močvirje. Fantje so tukaj spredi, daj mi pest. Tako je, tako je. No, fantje, v čem ste vi specializirani? Raziskujemo Everglades, lovimo invazivne vrste, veliko lovimo. Vse, kar lahko zakonito lovimo, tudi lovimo. Torej, v bistvu te fantje tukaj ves dan samo hodijo ven s prijatelji, se noro zabavajo in pobijajo stvari. Približno tako? Približno tako. Približno tako. Očitno smo na enem najbolj norih vozil sploh. In kako ta stvar deluje? In kako hitro lahko ta stvar gre? Imamo velik letalski propeler in veliko konjskih moči. Vrti se zelo hitro in poganja čoln. Ta doseže približno 45. Obstajajo manjši motorji rise, ki dosežejo okoli 140. Imamo motorje, ki delujejo popolnoma na suho. Ta bo deloval v malo manj kot enem palcu vode, dokler se voda vsaj malo lesketa. Zdaj bomo drveli proti obzorju, fantje. Zaženite ta motor. Gremo! Torej, te stvari tukaj so precej glasne. Zato moramo nositi te slušalke, da poskrbimo, da si ne uničimo sluha. Robert, želve, začni zdribati. Gremo! Imamo našo prvo žival tukaj, to je rdečevratka želva. Ima dobesedno pijavke na sprednjem delu, fantje. Skril se je prav tukaj. In to je invazivna želva tukaj. Pravkar sem skočil v to močvirje in z golimi rokami zagrabil to stvar. Zadeva ne diši dobro in je polna pijavk. Pravzaprav so doma v Srednji Ameriki in jih uporabljajo v trgovini s hišnimi ljubljenčki. Ne bi smele biti tukaj, vendar jih država ščiti. Zato bomo tole izpustili. Je čudovita mala žival. Vrnil ga bom nazaj in bo živel naprej, kaj ne? Gremo. Evo, prijato. Ker potopil se bo v blato tam in nadaljeval z raziskovanjem. S čim se te želve tukaj pravzaprav prehranjujejo, fantje? Vse, kar je mrtvo, bodo raztrgali na koščke. Pojejo veliko mesa, jedli bodo. So do neke mere mesojedi. Pojedo tudi nekaj rastlinja, ampak so zagotovo mesojedi. Imeli smo nekaj res dobrih znakov živali. Nadaljevali bomo z iskanjem na čolnu. Držimo pesti, da najdemo še kaj bolj norega. V redu, fantje, ko se premikamo tukaj, bomo našli te aligatorje na bregovih. Te živali so dejansko hladnokrvne. In kaj počnejo? Samo sedijo tam in nabirajo energijo ter podobne stvari. Tako je, sončijo se, zbirajo sončno sevanje, se ogrevajo in to pretvarjajo v energijo. Upajmo, da bomo našli nekaj na bregovih. Kako veliki pa ti aligatorji tukaj zrastejo? 15 čevljev. Trenutni rekord v Floridi je 15 čevljev in 6 palcev. 1057 funtov. Torej, precej več kot 15 čevljev. To je kar velik aligator. Misliš, da so sposobni pokončati človeka? 100%. Držimo pesti, da bomo našli kakšnega velikega aligatorja. Gremo! Fantje, tukaj naprej imamo aligatorja. O moj bog, poglejte to zverino. Wow, poglejte ga! To je noro, človek. To je noro. V redu, fantje, pred nami sta dva aligatorja. Dobesedno se tukaj sončita. Fantje so pravkar rekli, da imajo samci širšo glavo. Tako, spredaj imamo velikega samca, zadaj pa manjšo samico. Fantje, verjetno se parita. Bodimo iskreni, verjetno ni boljšega kraja na svetu za to. Spol je dejansko določen s temperaturo jajc, fantje. Torej, očitno, če so jajca višje, bodo vsi samci. To so toplejša jajca. Če so nižje, bodo samice. Zgradijo kupčke in jih očitno varujejo približno 60 do 70 dni.
Ti aligatorji tukaj, fantje, imajo dejansko dve različni vrsti vek. Ena je popolnoma prozorna in jim omogoča, da vidijo pod vodo. Imajo tudi drugo, ki jim pomaga zapreti oči. Človek, neverjetno je, kako so te živali praktično ustvarjene od Boga, da so popolni ubijalci. Te bomo pustili za sabo. Nekaj fantov mi je povedalo za nore stvari, ki so se zgodile malo višje po reki. Torej, gremo naprej, gremo. Pravkar smo prišli do brega te reke, skočili bomo na ta mali otoček in malo raziskali. Očitno tukaj najdejo pitone. Prav, morali bomo biti malo previdni, fantje. Tukaj so aligatorji. V redu, fantje, pred nami je kača, ki smo jo pravkar opazili. Eden od fantov jo bo ujel za nas, da si jo bomo lahko dobro ogledali. Prav, pojdi tja, brat. Dobro jo lahko doseže. To je pa velika, pazi, da te ne oblizne, prijatelj. To je en ogromen piton, ki smo ga pravkar ujeli v močvirju. Človek, to je noro. Kako vi tukaj temu pravite? Burmanski piton. Burmanski piton. Kaj te stvari tukaj jedo, prijatelj? Vse avtohtone, prostoživeče živali, vse majhne sesalce. Ptice, želve. Ja, grejo tudi na drevesa po ptice, podgane, miši, zajce, Ja! rakuni, oposumi. Postanejo dovolj veliki, da lahko pojedo odrasle aligatorje, odrasle belorepe jelene. Način, kako ti fantje dejansko ubijajo svoj plen, je, da ga stisnejo, točno tako, kot zdaj stiska mojo roko. In ta stvar res je močna, človek. Dobesedno stiska in prereže vso prekrvavitev v moji roki. O, kakšna zver tukaj. Ta burmanski piton, fantje, je invazivna žival tukaj. Torej, morali bomo humano usmrtiti tega pitona. Naredili bomo to na najbolj human način in odstranili tega fanta iz okolja. Požiral bo vso, recimo, avtohtono divjad tukaj in to ni dobro. Torej, to je ena čudovita žival, poskrbeli bomo, da ga bomo spoštovali in humano usmrtili. Počivaj v raju, brat. V redu, spravimo jo na čovn, gremo. Everglades so nas preizkusili, a vedeli smo, da nas čaka nekaj večjega na obzorju. Morali smo se odpraviti v Avstralijo. In recimo tako, karkoli nas tam spodaj čaka, je veliko in strašljivo. Opazil sem pravega pošastnika. Fantje, pravkar smo pristali na enem najbolj norih terenov sploh. In veste, da lovimo ene najbolj eksotičnih živali na planetu Zemlja. Tukaj imam svojo punčko, Frot, in danes ima pravzaprav svoj prvi rojstni dan. Torej, usipajte v komentarje in zaželite Frot vse najboljše za rojstni dan. Danes je stara 1 leto, fantje. Si lahko predstavljate, minilo je šele 1 leto. Bili smo tukaj v mangrovah in raziskovali, ko je bila še čisto majhna. To je njen najljubši kraj na planetu Zemlja, fantje. In veste, smo v najbolj eksotični državi, da bi lovili najbolj eksotično žival in zaključili ta izziv. Velikanski blatni rak. Ta žival ima več testosterona kot jaz po divji petkom in noči. On bo nabrušen, jaz bom nabrušen in to bo prava nora vojna. Frot, gremo, moramo najti neki živali. Gremo! Ja, punčka. Zdaj je res pomembno, da gremo ven ob oseki. Vsa voda okoli mene se je iztekla. In upam, da bodo te ogromne blatne rakovice ostale tukaj zgoraj na suhem. To nam bo dalo dobro priložnost, da eno od teh zverin ujamemo z golimi rokami. Fantje, te stvari mi lahko dobesedno odščipnejo roko, če me zgrabijo. Zato je pomembno, da če najdemo eno od teh stvari, smo previdni in pripravljeni na boj. In poglejte tole tukaj. Frot, to je dober znak. To je lupina majhne blatne rakovice. Ne, ne jej tega. Frot je že lačna, tako kot jaz. Moramo najti pošast. Imamo le nekaj ur tukaj, preden se prima spremeni in začne naraščati. In napolnila bo te plitvine tukaj. Zato je pomembno, da gremo čez in smo hitri ter premišljeni. To je Frotino najljubše mesto na svetu. Poglej jo. Dobesedno izgublja glavo. In prav je, da je danes njen rojstni dan in da jo spustimo v blato, med mangrove, da lovi rake. Ja, punčka, gremo. Dej, greva. Oglejte si tole, fantje. To je naša prva luknja tukaj. Začel bom z nožem in upam, da če zaslišim kovinski zvok, pomeni, da moj nož udarja ob njegov oklep. Ne, luknja je preozka za moj nož. Torej bomo morali nadaljevati z rokami, fantje. Gole roke, tako je. Joj, še vedno je čist zadej.
Ta luknja gre dobesedno nekaj metrov nazaj. Nahaja se precej zadaj in se obrača. Morali bomo nadaljevati. Iz tega ne bomo ničesar izvlekli. Tole zgleda kot res dober kraj. Lepo odprto, nekaj mehkih dreves tukaj. Tukaj bi morali biti veliki raki. Poglej tole tukaj. Našel sem eno najbolj izmuzljivih živali, ki jih lahko najdeš tukaj na blatnih plitvinah. Pivska steklenica. Nekdo je tukaj v mangrovah pošteno popival. Tega res ne bi verjel. Hej, Frod, poglej to! A verjameš to, prijatelj? To bomo pustili tukaj. Pobereva lahko na poti nazaj, ampak morava iti še malo globje. Ti koreninski sistemi tukaj so popolni. Vsi raki se bodo skrivali med vsem tem. Zato bova pogledala spodaj podnje. Preverila bova pod vsemi temi hlodi tukaj. Imamo svojega prvega raka, fantje. Popolnoma je zakamufliran. Edini način, da vem, da je to rak, je zaradi te mehne sijoče stvari na vrhu. Frod je dobesedno pobegnila nekam v mangrove. Nimam pojma, kje je. Takoj, ko se dotaknem te živali, se bo zbudila in se bo razburla. Zato je pomembno, da jo takoj pritisnemo ob tla in zgrabimo. 3, 2, 1. Imam ga. Imam ga. Daj no, prijatelj. Tako, evo ga, lahko vidiš. Zelo je razburjen, ampak ga samo pritisnemo naravnost dol, takole. Moral bi lahko prijel. To, tam je naš prvi rak. Ta ni dovolj velik, fantje, ampak je dober znak. Je samec. Lep, mali rak. On bo tukaj gor samo tičal. Verjetno iskal samice, kot vsak drug samec na zemlji. Frod, kako dobro je to. Punca, dobili smo svojega prvega raka. Poglej ga. Ej, pusti ga pri miru. Hotel te je uščipant. Dali ga bomo nazaj tja, kjer smo ga našli. Tja. Tam spodaj bo skrit. Prav, nadaljujemo z raziskovanjem, fantje. Gremo. Pridi, punča. Kje so ti raki? Pod tem ni ničesar. Verjetno je to edinič v mojem življenju, ko si res želim dobiti rake. Ena stvar tukaj je, da je toliko peščenih mušic. Peščene mušice so kot majhni komarji. In kar počnejo je, da preprosto sedijo na tvoji koži in te dobesedno grizejo ves dan. Dobesedno imaš občutek, kot da ti nekaj leze po koži. Kar počnemo tukaj v Avstraliji, je, da se namažemo z blatom. In v bistvu to naredi tako, da doda zgornjo plast, skoraj kot lupino. Ko se to posuši, bo v bistvu kot krokodilja koža. To me bo popolnoma zaščitilo. Zdaj pride najboljši del. Nanesli si ga bomo na obraz. To bi moralo biti pripravljeno. Poskrbeli bomo, da namažemo še frota. Dej si malo tudi na nos. Pripravljen si. Prav. Verjetno zgledam kot popoln bedak, ampak recimo, da je to veliko boljš, kot če bi mi po koži lezle žuželke. Prav. Gremo, frot. Dejmo. Gremo. Poglejte tole tukaj, fantje. To je verjetno najmanjši blatni rak. Wow, človek. Hej, ne ščipaj me, prijatelj. Samo majhen rakec si. Ne morem ga niti pobrati. Tako majhen je. Prav, ne bomo ga motili, gremo naprej. Vidite, da se teren malo spreminja. Nimamo več prav veliko dreves. Imamo bolj te globoke manglovske koreninske sisteme. Pogledali bomo podnje tukaj. Tukaj se bojo zadrževali. Imamo raka, fantje. Človek, te so res globok noter, a ne? Težko jih je dobiti, ampak mislim, da lahko tega spravimo ven. Mislim, da sploh ne bom imel prostora, da postavim GoPro. Samo naravnost bo moral iti v POV slogu. Ja, tam je. Hočem poskusiti priti za njim. Frod poskuša najti način, kako priti sem noter. Ampak sedi prav tukaj. 3, 2, 1. Evo ga, poglejte to, fantje, smo prav v središču dogajanja. Imamo enega malega samčka. To je lep mali rak, verjetno je ta fant malo premajhen. Tukaj želimo le največje rake, kar jih lahko najdemo. In to ni pošast, ki jo iščemo, je pa dober znak. In ker so tako lepe rjaste barve, to pomeni, da so polni mesa, ker se bodo kmalu levili. Spustil ga bom, takoj ga bom vrnil nazaj. Prav, pojdimo, dekle, poiščiva še enega. To je res dober znak, fantje. Ta ekosistem ima ogromno rakov.
Še vedno nisva našla tistega velikega. Ravno sva prišla do roba te reke tukaj. Zgleda res dober. Poglej, kako globoko jaz in Frod tonemo v to blato. Poglejte tole tukaj, fantje. O moj bog, pravkar sva našla ogromno kleščo. Tukaj v okolici mora biti velik primerek, mora biti velik, to bi bil lep samec tisti rak. To pomeni, da je verjetno v okolici še večji, ki je verjetno ubil tega. Potonil je v blato. Kaj je to, človek? To je ena izmed najbolj norih stvari, kar sem jih kdaj našel v svojem življenju. In to izgleda kot glava mangrovskega hlastača, ali kakšnega drugega hlastača, ali nekaj tazga. To je noro. Poglej to. Velika ribja lobanja. Gotovo se na tem hranijo kakšni raki. O moj bog, fantje. Mislim, da sem pravkar opazil enega največjih rakov v svojem življenju. Sedi prav tukaj noter. Najtežji del pri tem je, da jih nikoli ne najdeš tako na odprtem. Vedno so skriti tukaj noter, človek. Prav, punca, potrebujem, da ostaneš zunaj. Ta rak je prevelik. Se hecaš z mano? Ta stvar je prava zver, človek. Poglej ga tamle. V redu, poskusil bom priti naravnost za njim. 3, 2, 1. O ne. O ne. Gremo. Poglej ga, človek. Tako je velik. Mah mu raste po telesu. Ja, imam ga. Ja, imam ga, človek. Poglej to, imamo pravo pošast. In pravkar smo tega velikana potegnili naravnost iz vseh teh mangrov. Fanče, ta stvar je ogromna, resno. Res ogromna, uspelo nam je. Poglej to, punčka. O moj bog. Juhu! Dobesedno tonem. O moj bog, še več. Oprosti, punca, trenutno smo kar globoko. Moja napaka, resno, bom kar zlezel ven od tod. Gremo. Prav, pridna punca, tam noter sva tunila, to je bilo noro. O moj bog, poglej, kako je Frod srečna, spet je na kopnem. Ja, punca, uspel nama je, draga, imava pravo pošast. In Frod je dobesedno čist nora. Oj, hoče, da je čist kot jaz, fantje, čim bolj blatno. Poglejo, ja, punca, to bo eden najbolj norih rakov, kar sem jih kdaj našel v življenju. Na njem dobesedno raste mah. Tako neverjetno star je ta rak, fantje. In poglejte tukaj, ima veliko bojno brazgotino. Polovica obraza mu manjka. In mislim, da je to od tiste druge rakove lupine, ki smo jo našli. Mislim, da je bil ta tip v nekakšnem boju in je morda premagal drugega, ki pa ni preživel. Veste, da lovimo ene najbolj eksotičnih živali sploh. In to smo počeli z najbolj eksotičnimi tukaj v deželi, tam spodaj, v Avstraliji. Njihov centralni živčni sistem je dejansko znotraj telesa. Če greš naravnost skozi to, jih boš tako pokončal. Nastavili bomo tako, kot je treba, samo naravnost bomo šli skozi. Tako kot vidite. In prav tukaj, fantje, je popolnoma mrtev. In zdaj imamo našega pošastnega raka za kuhanje, prijatelji. Juhu! Imamo to odlično malo mesto tukaj in mangrove so tik za njim. Upamo, da bo to dobro mesto. Začeli smo že zbirati nekaj drv. Tukaj bova postavila, punčka. Morava iti po nekaj lesa. Pridna, punčka. Pridi, greva. Običajno imaš rojstnodnevno torto za rojstni dan, ampak Frod bo danes z mano v mangrovah jedla blatnega raka. Vsi, napišite v komentarjih že vre, Frod ima rojsten dan, imamo ogromnega raka, tukaj smo zunaj, poskušal bom res dobro zakuriti ogenj. Počakali bomo, da malo pogori, da dobimo lepo enakomerno toploto, potem pa bomo dali raka naravnost na vrh. Zato to počnemo, dragi. Spet v deželi tam spodaj z mojo punčko Frod na njen rojstni dan. Čisto je utrujena in imamo svežega raka. Premakn oglje malo na stran, tukaj imamo lepo osnovo iz ogra, takoj ga bomo dali gor.
Tako, prav tako. In to se bo kar samo kuhali v svoji lupini. Spremenilo bo barvo. A lahko verjameš temu zdaj? Ima rojstni dan in je tako utrujena. Čisto je zaspala. V redu je, punca. Skuhal ti bom raka. Ko se zbudiš, boš pripravljena in imela boš svežega raka. Je prekleto vroča. Zagrabili bomo te čudovite klešče. O moj bog, to tam je lizika iz blatnega raka, fantje. In to je neverjetno. Frod, danes je tvoj dan, punca. Gremo, pridna punca. Zato to počnemo. Imamo najbolj eksotično žival na planetu. Velikanskega blatnega raka. Tukaj na plaži s Frod. Z užitkom se spravlja nad svoj obrok. Fantje, dejmo ji priložnost. Gremo! Lizike iz blatnega raka nad ognjem. O moj bog, če vam je bila ta všeč, imamo tukaj še več videov. Vidimo se v naslednji divji zgodbi z odprtega morja. Se vidimo takrat. Ne pozabite všečkat in se naročiti. Šiho!